Dober dan, lepo pozdravljeni, predlagam, da kar začnemo. Kdor zamuja, pa pač zamuja. Danes imamo na sporedu pogovor o knjigi, ki jo je napisala Ana Podvršič, Iz socializma v periferni kapitalizem, neoliberalizacija Slovenije. Mogoče bi najprej vprašal, a ta zvok morda preveč odmeva? Ne? Ok, meni se zdi, da bobni, ampak v redu. Jaz moram reči, da gre za knjigo, ki sem jo sam čakal vsaj 10 let. Pa ne zato, ker bi, bom rekel, čakal, da prav Ana napiše to knjigo, ampak preprosto ne samo pri nas, ampak tudi širše manjka tovrstnih študij in v času prejšnje gospodarske krize se je jasno pokazalo, predvsem skozi globino te krize v evrskem območju in skozi način reševanja te krize, da je problematika neenakega in odvisnega razvoja v Evropi eno osrednjih ekonomskih in družboslovnih vprašanj današnjega časa. In kot rečeno, tudi v mednarodnem merilu tovrstnih študij o odvisnem razvoju srednje in vzhodne Evrope primanjkuje. V našem prostoru je pa to res unikatno delo, hkrati pa seveda tudi izjemno zrelo, dovršeno in je rezultat dolgoletnega Aninega študija te tematike. Tema knjige je razlaga razvoja odvisne integracije Slovenije v evropske proizvodne verige že od faze liberalizacije socializma naprej, se pravi od sredine 60-ih dalje. Za razliko od mainstream ekonomskih analiz ima pa ta knjiga nek specifičen fokus, in sicer kako so se preoblikovala razredna razmerja skozi vse te faze uvajanja in poglabljanja odvisnega razvoja, odvisne integracije v evropske proizvodne verige. Na eni strani gre za razmerja med domačimi vladajočimi političnimi in kapitalskimi razredi in pa med delavskim razredom, na drugi strani gre pa za vprašanje razmerij med domačimi in tujimi vladajočimi razredi. In to je specifična perspektiva, ki tvori rdečo nit te knjige. Njena os je torej interakcija med procesi vpenjanja v odvisni razvoj in med preoblikovanjem domačih in mednarodnih razrednih razmerij. Za začetek bi te, Ana, prosil, da na kratko povzameš glavne ugotovitve svoje knjige za tiste poslušalce, ki jo še niso brali. Povem pa naj že zdaj, da lahko knjigo danes tudi kupite s popustom, tamle zadaj. Izvoliš. Najlepša hvala, lep pozdrav vsem skupaj, hvala, da ste si vzeli čas in prišli na ta dogodek. Hvala, Gora, za tak lep uvod. Ja, na hitro povzeti ugotovitve te knjige, mogoče bi izpostavila tri stvari, ki so mi bile tudi nekakšna osebna iztočnica, zaradi česar sem pravzaprav začela to raziskovanje ali pa kar me je gnalo. Gre za neke razprave ali pa teme, ki so pogoste v javnem diskurzu v Sloveniji. Naprimer, ena izmed takih tematik ali pa prepričanj, ki je relativno dolgo bila prisotna v slovenskem javnem diskurzu, je, da je Slovenija nekakšna izjema. Mi smo bili vedno malce drugačni, pogosto so predstavljeni kot boljši, vsekakor nismo neki, tako kot ostali na postsocialistični periferiji. Drugi naj bi kapital takoj prišel, pa vse razgrabljal, mi smo imeli vse nekakšno nacionalno buržoazijo. Zdaj za krizo, z gospodarsko krizo v času evroobmočja se je seveda to prepričanje malce umililo, ampak nekako je vseeno obstalo, da je Slovenija na nek način je izjema ali pa vsaj je bila za nekaj časa. In jaz sem imela vedno nekakšne dvome v ta diskurs, nekaj me je motilo. In za študijem sem ugotovila, da kar me je zmotilo, je pač to, da ta tovrsten diskurs dekontekstualizira razvoj Slovenije iz nekih širših trendov prestrukturacije svetovnega gospodarstva v času neoliberalizacije, neoliberalizma, in to je bil nekakšen okvir. Vprašanje, kako se je Slovenija neoliberalizirala, kako je Slovenija sodelovala v tem procesu neoliberalizacije, je bil nekakšna moja vstopna točka v to analizo. Zdaj sama razumem neoliberalizacijo ne kot nek izdelan sklop politik,
ne, ki bi bile jasno napisane in potem bi se lahko odkljukala, smo neoliberalni ali nismo neoliberalni, ampak jo razumem bolj kot nek družbeno-političen proces, ki zadeva razredno obnovo moči kapitala pa bogatih družbenih skupin na eni strani, na drugi strani pa ponoven poskus oziroma poskus ponovnega podrejanja držav, ki so se v povojnem času z nekimi alternativnimi razvojnimi modeli mogoče v določeni meri osvobodile imperialne nadvlade, pač poskus njihovega ponovnega podrejanja nazaj, se pravi, gre tudi za vprašanje ne samo razredne restauracije, ampak tudi restauracije imperialističnih odnosov center-periferija. No in ko na Slovenijo pogledamo z vidika teh procesov, ne, z vidika razrednega in imperialističnega prestrukturiranja, ugotovimo, da so se v bistvu ti procesi začeli v bistvu ne za osamosvojitvijo države, niti ne naprimer za 80-timi, ampak jaz sem sama to nekako locirala v 60-ih, v tedanji krizi samoupravljanja, kjer se je iz moje perspektive v bistvu tedanje jugoslovanske oblasti nekako prvič odločile, da odstopijo od poglabljanja socialističnega projekta. Ne, v času krize samoupravljanja so se odločile, so šle v zavezništvo z ekonomsko birokracijo, z njihovimi pogledi na probleme, na gospodarske probleme, na probleme samoupravljanja, namesto da bi na primer krepile zavezništvo z delavskim razredom, spravi krepile samoupravljanje v smeri na primer demokratizacije, organizacije proizvodnje, pa tudi predvsem poglabljanje samoupravljanja v smeri krepitve medregionalnega zavezništva, no, zgodilo se je ravno obratno. In tako iz tega vidika sem jaz nekako, mislim, na tej točki sem nekako locirala proces preobraženja razrednega razmerja oziroma razrednih odnosov v slovenskem gospodarstvu, ki pa so hkrati pomenili v bistvu na nek način tudi ponovno integracijo na odvisni način v svetovno gospodarstvo. V 70-ih je to šlo predvsem preko poglabljanja zadolževanja. Za krizo v 80-ih bi lahko rekli, prišlo do neoliberalnega obrata. Mislim, tu bom še zelo na hitro, ki je rezultiral v restauraciji kapitalizma in državni osamosvojitvi, se pravi separatizmu od Jugoslavije. 80-ta so bila z vidika neoliberalizacije, neoliberalnega prestrukturiranja v bistvu relativno radikalno obdobje, o tem lahko malo več kasneje. Zanimivo z vidika razvoja Slovenije pa je, da se v bistvu v nadaljnjih desetletjih smo prišli je sam proces neoliberalnega prestrukturiranja, se pravi načina poglabljanja odvisnosti od zahodnega kapitala, pa tudi podrejanja delavstva kapitalu, potegal na bolj postopen način. In to je v bistvu, bi rekla, tukaj na tej točki neka moja druga ugotovitev. Poleg tega, da je v javnem diskurzu pač ta ideja izjemnosti Slovenije zelo prisotna, je na drugi strani, sploh v času vlad Janeza Janše, pogosto slišimo od nekih zlatih 90-ih, taka ideja je, saj v 90-ih je bilo pa bolje, takrat smo bili, ne vem, je vse potekalo na boljši način oziroma oblasti so znale upravljati z državo, zdaj jo pa samo še razprodajajo in tako naprej. Jaz sem tudi na 90-ta mogoče malo bolj kritičen pogled, ravno zaradi tega, ker gledam z tega vidika procesov neoliberalizacije. Kar jaz vidim v glavna učinka postopne neoliberalizacije Slovenije sta bila zame dva. Na eni strani, če pogledamo z vidika razrednih razmerij, vidimo, da so bila to leta konsolidacije nove razredne strukture in to se lahko kaže v bistvu v makroekonomskih številkah, kako je v bistvu potekal postopen proces poglabljanja izkoriščanja delavstva. Če se je raven BDP-ja iz leta 89, se pravi iz recimo temu predtranzicijskega leta, restaurirala že leta 1997, če se ne motim, se je raven povprečnih realnih plač iz leta 89 ponovno stopila na to raven šele leta 2006. Se pravi, kar je bilo tu na delu, je izjemen prenos bogastva, proizvedenega bogastva v prid kapitala.
za izjemno neekonomičen proces. Se pravi, na zlata 90-ta moramo pogledati na eni strani z vidika razrednih učinkov, pa tudi z vidika posledic, ki jih je imelo to na odvisno integracijo. V novem tisočletju se je Slovenija začela močno zadolževati, pritok tujih financ je v bistvu še poglobil tedanji odvisni razvoj. Če se je od konca Jugoslavije pa nekako do začetka novega tisočletja, dotlej slovenski razvoj temeljil predvsem na odvisni integraciji, ki se je postopno poglabljala, se je z novim tisočletjem Slovenija razvijala še na podlagi odvisne financializacije, zelo po domače povedano, na račun pritokov tujih poceni kreditov. Ta odvisna financializacija je predvsem posledica, ni toliko posledica same Janševe vlade, ampak v bistvu predvsem posledica sprememb, ki so se zgodile na ravni gospodarstva in ki so bila povezana z integracijo Slovenije v evroobmočje. Gre se predvsem za odpravo omejitev na finančne tokove in pa nižanje obrestnih mer, ki so bile povezane v bistvu z de facto izgubo monetarne suverenosti in prilagajanjem politikam Evropske centralne banke. Zakaj je to pomembno vedeti? To je pomembno vedeti preprosto zato, ker je se v bistvu, če je kriza v 80-ih v Slovenijo prišla predvsem preko finančnega kanala, je naslednja kriza evroobmočja prišla v Slovenijo tako preko odvisnega, kot preko finančnega kapitala. In to je bilo predvsem posledica v bistvu integracije v Evropsko unijo in evroobmočje, ki pa je bil v bistvu družbeni konsenz vse od tedaj, odkar so komunisti oziroma stranka demokratične prenove šli na volitve za Evropa zdaj. Kar pa me sedaj pripelje ta poglabljanje odvisne financializacije, ki je vodila v krizo, o kateri lahko mogoče kasneje tudi kaj več rečeva, pa mogoče moja naslednja, tretji zaključek ali pa tretja ugotovitev, sam način prestrukturiranja, ki se je zgodil v času krize evroobmočja v Sloveniji, mogoče tretja tema, ki je pogosta v javnem diskurzu, je, da nas je prejšnja Janševa vlada, zadnja Janševa vlada, da je Slovenijo potisnila nazaj na višegrajsko periferijo. Veliko smo lahko brali, da zdaj pod Janšo gremo pa nazaj, se pa pomikamo proti Višegradu in gremo stran od Evropskega centra. Z vidika ekonomskih struktur, z vidika režima akumulacije in predvsem socialno-ekonomskih politik smo na višegrajsko periferijo na nek način v bistvu prišli v času krize. Način prestrukturiranja gospodarstva in družbe v času krize evroobmočja je bilo regresivne narave in je v bistvu Slovenijo, slovenski model razvoja približalo modelu razvoja, ki je za višegrajsko četverico veljal v času pred krizo. Zelo preprosto povedano, domače frakcije kapitala, kar smo jih imeli do časa krize, so bodi si propadle, bodi jih je država razprodala tujemu kapitalu, delavstvo pa je še bolj oslabelo. Tako da 3 ugotovitve bi bile mogoče. Hvala. Postavil bi ti eno vprašanje ali pa več vprašanj skupaj v zvezi s socialističnim obdobjem od 60 let naprej. In sicer me zanima, kakšna je bila razredna sestava slovenske in kakšna je bila razredna sestava jugoslovanske družbe v času liberalnih reform v 60 letih, katere interese sta takrat zasledovali slovenska politična in ekonomska birokracija in seveda potem v kakšne razvojne trende in v kakšna razmerja do zahodnega centra je to vodilo. To zadnje si že do neke mere povedala. Potem pa dolžniška kriza v 80 letih, ko so konzorciji tujih upnikov Jugoslaviji usilili tudi določene notranje monetarne politike, ki so tudi vplivale na proces politične dezintegracije Jugoslavije. Zanima me, kakšno preoblikovanje razredne sestave vladajočih je spremljalo te procese, ko je bila Jugoslavija v dolžniškem primežu. Pa še eno vprašanje, ki je pravzaprav povezano oziroma izhaja iz te perspektive nekih razrednih interesov in razmerij, kdaj in kje so se začele slovenske odcepitvene težnje?
Tako da mogoče predstaviš kakšen drug pogled od tistega uradnega, ne, da se vse začelo s kulturniki, ne, z Novo revijo in tako naprej. Ne, mislim, da se ni vse začelo s kulturniki in Novo revijo. Tu se v bistvu v moji analizi opiram predvsem na analizo Leva Centricha, ki pravi, da so v bistvu bili kulturniki, sploh ti nacionalistično orientirani, v 80-ih v bistvu v manjšini. Vse so za neke relativno omejene družbene skupine, z niti ne tako velikim vplivom, tako da se je v bistvu njihov diskurs nekako instrumentaliziral v času procesa proti četverici. Kar pa je bilo mogoče bolj na delu, je bilo pa postopno poglabljanje zavezništva z ekonomsko birokracijo, s tehnokrati in s pogledi v bistvu na eni strani privilegiranega centra, ki ni želel stopiti oziroma poglabljati solidarnosti z manj razvitimi regijami v Jugoslaviji, razvitega centra, pri tem mislim predvsem na Slovenijo, ampak ne izključno samo, ne gre se samo izključno za njo, saj Zveza komunistov Jugoslavije vsaj do konca 80-ih ni bila razdeljena po nacionalnih ločnicah, ampak po ločnicah, ki so temeljile na razlikah glede na razlike, ki so izhajale iz različnih pogledov na razvoj, pa tudi na razredna zavezništva. Zdaj, kar se tiče 60-ih, je Slovenija zanimiva z tega pogleda, da je v bistvu, vsaj tako meni Susan Woodward, če je kje samo upravljanje res delovalo, je to v Sloveniji, ker je bilo nekako sam načrt, oziroma ideja samo upravljanja, kakor so jo uveljavljali, je v bistvu temeljila na postopni industrializaciji, ta pa je bila najmočnejša prav v Sloveniji. Tako da se je že zelo hitro v slovenskem gospodarstvu razvil relativno močen delavski razred, ki se je delno prav zaradi samoupravljanja znal organizirati in stopiti pred tovarne ter se boriti za svoje pravice. Na drugi strani smo pa imeli tudi relativno močne predstavnike tehnokracije, ekonomske birokracije, ki pa so imeli že trdna zavezništva med državnim in političnim vodstvom. In ko govorimo o krizi samoupravljanja v 60-ih, je zanimivo, da so jo v javnost pripeljali prav delavci iz Hrastnika iz Trbovelj, se pravi, ko so organizirali prvo stavko v samoupravljalni Jugoslaviji, ki je šokirala tedanjo oblast, ki naj bi delovala v imenu delavstva, in ki se je v bistvu nekako ne zaključila, delno razrešila s tem, da so se jugoslovanske oblasti odločile, da bodo na krizo samoupravljanja rešile s poglabljanjem konkurenčnih odnosov, s poglabljanjem delovanja vsak zase, ne pa s krepitvijo medregionalne solidarnosti in redistributivnih mehanizmov. Obenem so se pa tudi odločili, da namesto, da bi poglabljali zavezništva z ostalimi državami, ki so nekako recimo eksperimentirala z alternativnimi modeli razvoja, da bi ubežala pritiskom imperialnih velesil, so se odločila za poglabljanje integracije na svetovne trge pod nadvlado kapitalističnih držav. In jaz bi rekla, da je to nekakšen trojni odmik od socialističnega projekta, se pravi v odnosu do delavstva, v odnosu do medregionalnega razvoja in medregionalnih zavezništv in v odnosu do svetovnega trga stal v ozadju separatističnih teženj. Če bi lahko rekli, da je slovensko vodstvo v 60-ih letih nekako s tem, ko je tako kritiziralo medregionalne transfere in se zauzemalo za večjo avtonomijo republik, ne moramo vedeti, da v 50-ih je bila moč republik znotraj Jugoslavije minorna. Slovensko vodstvo, ki se je za to zauzemalo, se ni zauzemalo samo zato, da bi imelo več nadzora nad lokalno proizvodnjo, ampak hkrati tudi, da bi preusmerilo sam razvoj v prid izvoza in povezovanja s kapitalističnimi trgi. In prav ta interes podrejene integracije, pač nekako so videli, da imajo več možnosti, da krepijo povezave s kapitalističnim svetom, kot pa povezave znotraj Jugoslavije in ostalimi, recimo, polperifernimi državami. Za Jugoslavijo je bilo značilno to, da je imela 2 do 3 različne razvojne modele, po regijah, po republikah.
Manj razvite republike so bile specializirane za proizvodnjo surovin, energije, kmetijskih pridelkov pa rezervne armade delovne sile. Bolj razviti republiki ali pa republike so bile pa specializirane za industrijo, kjer je bila največja dodana vrednost v celotni verigi, pa seveda zlasti Jadranska obala za turizem. In tiste republike, ki so imele razvito izvozno industrijo oziroma turizem, so seveda bile tudi uspešne pri pridobivanju tujih konvertibilnih valut in konflikti glede tega, a se bo cash flow tujih konvertibilnih valut nadzoroval znotraj vsake republike posebej ali centralno, so bili tudi v bistvu glavna centrifugalna sila, ki je Jugoslavijo v 80-ih tudi politično raztreščila pod dodatnim pritiskom tujih upnikov. In zanimivo je, omenila si prvo stavko, ki se je sploh zgodila ne samo pri nas, ampak širše v socializmu, že leta 1958 pri zasavskih rudarjih. Problem rudarjev je bil v tem, da je sistem pač do neke mere administrativnega določanja cen favoriziral interese industrije, ki je lahko bila pri svojih cenah za izvoz na zahod bolj konkurenčna zato, ker so bile cene surovin, ki jih je ta industrija pač uporabljala, recimo pač, rudnin, ali pa energetskih virov, postavljene nizko. Skratka, zasavski rudarji so čutili, da pravzaprav so njihovi delovni pogoji, njihove plače žrtvovane na oltarju tega, da se favorizira z pač neenakimi cenami, neenakimi poslovnimi pogoji industrijski izvozni sektor. Tako da, ampak zasavski rudniki so bili en manjšinski del slovenskega gospodarstva, znotraj Jugoslavije širše je v bistvu Slovenija zasedala centralno mesto, ker je bila industrijsko najbolj razvita, ostale republike so jo pa pravzaprav servisirale s poceni surovinami in poceni delovno silo. Moje vprašanje je to, ti pokažeš, da je že od sredine 60-ih naprej slovensko politično in ekonomsko vodstvo forsiralo tak dvotirni razvoj, zato ker je Slovenija v tem pač pobirala največji delež dodane vrednosti, pa še imela je dostop do tujih deviz, s čimer so si potem slovenska podjetja lahko kupovala pač nafto, različno tehnično blago na mednarodnih trgih in podobno. Hrbtna plat tega je bila pa ta, da se je slovenska industrija postopno upenjala v odvisno razmerje do tujih proizvodnih verig. Zdaj imam pa eno špekulativno vprašanje. Kje bi bili danes oziroma ali bi slovenska izvozna industrija mogoče lahko zasedala malo bolj centralno mesto v evropskih proizvodnih verigah, če ne bi prišlo do razpada Jugoslavije in če bi se Jugoslavija kot celota integrirala v evropski gospodarski prostor, pri čemer bi pa seveda bila bistveno večja država, kot so njene naslednice, in bi zato lahko ob izvoznem sektorju ohranila in razvila tudi nekaj več avtocentričnega razvoja. Mislim, da omenjaš to, da je Poljska od vseh teh srednje in vzhodnoevropskih držav še najmanj v odvisnem položaju, preprosto zato, ker je tako velika, da ima tudi nekaj močne industrije, ki je usmerjena na domači trg. Skratka, kje bi bili, če ne bi že od 60-ih naprej vse šlo v smer dezintegracije Jugoslavije in bi se Jugoslavija kot celota vključila v skupni evropski gospodarski prostor, pri čemer bi Slovenija pač tudi mogoče ne bi imela te razvojne diskontinuitete v začetku 90-ih, ki je bila posledica kolapsa jugoslovanskega trga in bi ta nek avtocentrični moment mogoče bil bolj možen, kot je seveda v eni 2-milijonski državi. Kje bi bili, če bi bili, ne, je vprašanje za milijon dolarjev ali pa vedeževalke, tako da se bom zdaj tukaj lotila enega zelo mainstream pristopa in bomo rekla, če bi bile tudi vse ostale stvari enake, a ne, in bi bilo
bi bil sprejemljiv samo to, da bi ostali znotraj Jugoslavije, vse ostalo pa ostane enako. Se pravi razredna zavezništva, politike in evropske integracije. In če imamo v glavi še primerjalno perspektivo, pogledamo na regijo širše, kakšni so vzorci perifernega ali pa odvisnega razvoja držav, ki so primerljive z Slovenijo ali pa ki bi bile primerljive naprimer z postsocialistično Jugoslavijo. Mislim, da bistvene razlike ne bi bile. Da ne bi prišlo do bistvenih razlik, še enkrat, če je vse ostalo ostane tako, kot je danes. Družbeno-ekonomske politike, razredno zavezništvo, se pravi poskus spreminjanja sistema socialne zaščite in zaposlovanja kot nekega inštrumenta za cenovno konkurenčnost, nižanje stroškov je primat. Država, ki odstopa od kakršnekoli razvojne vloge, ki odstopa od tega, da bi vodila strateško industrializacijo in hkrati imamo tukaj idejo, mi gremo v Evropsko unijo, mi se integriramo, seveda se liberaliziramo in bolj, ko se periferna država liberalizira znotraj Evropske unije, bolj postaja periferna oziroma ostaja ujeta v svoji podizvajalski poziciji. Se pravi, zdaj, kaj bi se zgodilo, če bi bili v tem primeru Jugoslavija? Na eni strani mislim, in to je zelo, se čisto strinjam s tabo, primer Poljske, pomemben, jaz ne bi rekla, da je manj odvisna, tako osebno se probam izogibati tem tovrstnim interpretacijam manj bolj odvisen, ker kaj pa je bolj odvisno, kaj pa je manj in to sploh, če vzamemo v obzir politične dejavnike, kjera država je manj odvisna, kjera je bolj. Znotraj EU je to sploh dodatna težava, je bolj odvisna Srbija, ki realno sploh še ni v EU, ali pa smo bolj odvisni mi Slovenija, ki smo de facto monetarno popolnoma, mislim, ki nimamo nobene monetarne suverenosti več, ampak gremo nazaj na Jugoslavijo. Se pravi, če bi bila Slovenija Jugoslavija in vse ostalo bi bilo enako, mislim, da bi dejansko imeli odpornost do fluktuacij na svetovnih trgih. Se pravi, mogoče bi se izognili, tako kot Poljska krizi leta 2008. 2007. Poljska edina ni bila prizadeta, ravno zaradi tega, ker je imela nekakšno oporo na velikem notranjem tržišču. Tako da to bi bil mogoče nekakšen plus. Na drugi strani pa mislim, da bi imeli mogoče vzorec Poljske, pa mogoče celo Slovaške, izjemne polarizacije in neenakega razvoja. Spravi to, kar imamo danes med Ljubljano pa Mariborom, bi potem imeli med Slovenijo in preostalim delom, mogoče deli Hrvaške bi bile tudi del, se pravi, bile tudi del tistih struktur in tistih pokrajin, družbeno-ekonomskih prostorov, ki so vključeni v mednarodne verige proizvodnje, ki delujejo nekako, ki so del interesov mednarodnega kapitala, ostalo bi bila pa pač margina in bi imeli pač dele regije, ki bi se na nek način razvijale v smislu razvoja produktivnih sil, rasti storilnosti, to še ne pomeni, da je tudi rast plač, pa izboljšanje socialne in tako, mislim, to je zdaj drugo vprašanje, ampak krepitev storilnosti, potem bi pa imeli v bistvu, spravi, oaze in na drugi strani puščave margine. Kajti to je neko splošno določilo razvoja teh industrializiranih območij v času globalnega kapitalizma pod nadvlado multinacionalk, pod nadvlado globalnih blagovnih verig in financializacije, je preprosto, da sektorji ali pa delavci, zaposleni, skupine, ki so integrirani v te mednarodne mreže, v te verige proizvodnje nekako, recimo temu, rastejo, drugi so prosto izključeni in so marginalizirani. In to se na primer v Sloveniji in na primeru Ljubljana, Maribor tudi jasno vidi. Tako da na eni strani mogoče stabilnost v času kriz, na drugi strani pa radikalna polarizacija, ki je bilo vprašanje, kako bi to država, postsocialistična država reševala. Zakaj pa v Mariboru že 35 let vse propada? V bistvu vse ne propada. Če gledaš cene Airbnb stanovanj v Mariboru, si rečeš,
Ne, v bistvu pa ne grem tja na počitnice, ker so cene vratolomne, kot da bi bil Maribor Ljubljana. Tako da vse ne propada, tudi neke družbene iniciative so, ki si zavzemajo za bolj demokratično upravljanje z mestom. Tako da ja, no, še je upanje za Maribor. V splošnem bi pa jaz rekla, da je Maribor, mislim, kot že omenjeno, na nek način lahko nanj pogledamo kot na učinke, polarizirajoče učinke vključevanja v svetovni trg pod multinacionalkami. Preprosto industrijski sektori, ki so bili tam, se niso zmogli, oziroma sektori, ki so bili v Mariboru, so bili predvsem integrirani na jugoslovanske trge. In ker je bilo politike dolžniške krize v času Jugoslavije, politike Washingtonskega konsenza ali pa zelo preprosto rečeno neoliberalne politike, so imele razredni značaj, se pravi, dušile so domače povpraševanje za to, da bi strle delavstvo, da bi ga devalorizirale, imele so pa tudi imperialistični značaj in so poskusile in so pač vse industrijske obrate, proizvodnjo, ki ni bila v neposrednem interesu mednarodnega kapitala, se pravi predvsem tiste sektorje, ki so bili vezane, če rečemo temu, na socialistični projekt, na izgradnjo alternativnih modelov razvoja, pa so jih pa pustili propasti. Zakaj? Ker so preprosto podpirale izvozno naravnanost. Politike Washingtonskega konsenza, neoliberalizem krepi izvoz, se opira na izvoz in duši domače povpraševanje, s tem pa domače trge. In z tega vidika, zakaj Maribor že 35 let propada, bi lahko rekli preprosto zaradi nove razredne strategije slovenskih oblasti. Ker kapitalizem ni samo družbeni sistem, ni samo politični sistem, je tudi prostorski sistem in ima vedno prostorske učinke. In mislim, da je Maribor lep pogled tega, kako so se slovenske oblasti preprosto na neki točki odločile prekiniti zavezništvo z delavcem, pa predvsem odgovornosti od tega, da bi poskrbele za razvoj. Imam dve vprašanji, pri katerih gre za to, kdo koga kupuje in kdo koga ne kupuje. Prvo je tole, ena od stvari, ki bi jih lahko tudi obdelala v knjigi, pa jih pač nisi, so naložbe slovenskih podjetij v tujini. Namreč to, da imate v neki deželi tuje naložbe, ni nujno znak perifernosti, lahko so pač to naložbe iz drugih centralnih držav, pač v eni centralni državi in tudi v obratni smeri imate potem neko, recimo, primerljivo količino naložb. Pomembno je v bistvu razmerje med tujimi naložbami na nekem ozemlju in med naložbami poslovnih subjektov z tega ozemlja v tujini. Je pa pomembna tudi kakovost teh naložb. In tu lahko ugotoviva tole, slovenske banke in trgovska podjetja so se širila v tujino od 90-ih let naprej, ampak samo v države nekdanje Jugoslavije z nizko kupno močjo. Na zahod pa v resnici niso prodrle. Na območju nekdanje Jugoslavije se je tudi recimo outsourcalo določene segmente industrije, naprimer Gorenje je tja delegiralo proizvodnjo bojlerjev, ki ima pač tako nizko dodano vrednost, da se to pri tukajšnji ceni delovne sile ni več splačalo. Ampak tam, kjer je šlo za neke bolj velikopotezne poskuse, recimo v trgovinskem sektorju z Mercatorjem, pa v bančnem sektorju z Novo Ljubljansko banko, usmerili so se v bistvu na trge nekdanje Jugoslavije, kjer je pa seveda kupna moč nizka in potem tudi priložnosti za kakšno veliko akumulacijo kapitala verjetno nižje kot na bogatejših trgih. V bistvu vidimo to, da je ta ekspanzija na Balkan bila financirana seveda s krediti, pomenila je ekstenzivno širjenje, recimo v primeru Mercatorja, nizkoproduktivne dejavnosti, kar pa ni moglo biti recept za povečane stopnje akumulacije kapitala in potem se je tudi končalo, seveda tako, kot se je moralo končati, s propadom teh napihnenih podjetij in z njihovo prisilno prodajo večjim mednarodnim verigam. Druga plat tega vprašanja, kdo koga kupuje, je pa preprosto tole. Leta 2011, ko je kriza pri nas trajala že 3 leta in se je
so se domači socialni konflikti razplamtevali in tudi zrušili Pahorjevo vlado, na drugi strani se je zaostroval primež v bistvu nemške finančne politike do perifernih držav evrskega območja. Takrat so praktično vse stranke šle na volitve z neoliberalnimi programi v smislu, treba bo omejiti javno porabo, smo v težavah in tako naprej. Edino novo ustanovljena Jankovićeva stranka je imela program betonskega Keynesovstva. Skratka, gremo graditi, gremo betonirati in to bo za seboj potegnilo potem naročila in povečano gospodarsko aktivnost v številnih sektorjih, zaposlovanje in tako naprej. Veva, da je potem Jankoviću pač ni uspelo sestaviti koalicije, dobro leto je bil na oblasti Janša, tista vlada je padla in po spletu okoliščine predsednica vlade postala Alenka Bratušek iz Jankovićeve stranke. Kolikor se jaz spomnim, je ona na začetku še imela ta program betonskega Keynesovstva. Ko je pa šla na prvi obisk v Bruselj nekaj tednov po nastopu mandata, so ji pa tam zlomili roke in nazaj prišla z nečem popolnoma drugim. V bistvu je tam podpisala kapitulacijo, sanacijo bank, kjer je bilo vrednotenje slabih terjatev zelo čudno, zelo netransparentno in so to delali neki eksperti iz tujine. Podpisati morala tudi, da bo vlada šla v relativno hitro in poceni razprodajo lastniških deležev v določenem številu večjih podjetij. Skratka, slovenski nacionalni oziroma strankarski kapitalizem je tam moral v bistvu podpisati kapitulacijo. To, kar je zanimivo, je pa to, da so večino teh podjetij, ki jih je država potem morala v naslednjih letih prodati za majhen denar, pokupili bodisi ameriški skladi finančnega kapitala, bodisi podjetja v lasti nemške države. Skratka, kaj nam ti dve zgodbi povesta? Tam, kjer so se nekateri naši menedžeri poskusili iti izgradnjo regionalnih korporacij, so uspeli prodreti s svojimi naložbami samo na revne trge Balkana. Ko se je Slovenija znašla pod pritiskom evropske finančne oligarhije in morala pristati na razprodajo, v imenu tega, da je država slab gospodar, so bila pa po čudežu praktično vsa podjetja prodana bodisi nemški državi, bodisi ameriškim špekulativnim skladom. Kako lahko to dvoje komentiraš? Mislim, da mi ne bo rad biti kratka. No? Kar se tiče vloge trgov ostalih držav bivše Jugoslavije, to je vsekakor tematika, ki bi si v moji knjigi zaslužila veliko večjo pozornost, kot se mi namenila. Ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem ugotovila, da ji pravzaprav niti nisem namenila pozornosti, kar je zmotno, zaradi več razlogov. Zaradi več razlogov in predvsem zaradi tega, ker v bistvu razvoja perifernega kapitalizma v Sloveniji brez pomena teh trgov ne moremo razumeti. Tako zelo na hitro pa schematično rečeno bi lahko rekli, da v času Jugoslavije so trgi ostalih republik pomagali Sloveniji, da se je industrializirala, ravno z izvažanjem, ker je imela zagarantiran izvoz v druge republike, da se je industrializirala in hkrati tudi integrirala na trge ostalih centralnih držav Evrope. Po osamosvojitvi je pač izvoz v ostale države bivše Jugoslavije Sloveniji pomagal ohranjati relativno ugoden položaj na tekočem računu. Saj, če se ne motim, je Slovenija vedno beležila presežke v trgovini z ostalimi državami bivše Jugoslavije. Spravi, imeli so funkcijo nekakšnega stabilizatorja. In bilo bi zanimivo raziskati, v kolikšni meri je prav zaradi tega, da bi bila to tudi neke vrste druge oblike jugoslovanske dediščine, ki je v bistvu Sloveniji pomagala preprečiti, da bi ponovno zapadla v krizo proti koncu tisočletja, krizo, ki se je v bistvu zgodila v praktično vseh ostalih
postsocialistične periferije, ki so sledile neoliberalnemu prestrukturiranju, tako kot Slovenija. No, Slovenija in Poljska sta temu ubežali, tako da moja hipoteza bi bila, da zagotovo so pri temu pomembno vlogo igrali tudi te trgi, ki so slovenskim podjetnikom omogočala, zagotavljala izvoz, ki si ga niso mogli zagarantirati seveda na trgih evropskih centralnih držav. No, v novem tisočletju pa so te trgi, kot si omenil, dobili še to funkcijo, da so v bistvu pomenili slovenskim podjetjem, ki so imela dostop do poceni kreditov, da so iskala nova tržišča, nove trge in pa izkoriščala poceni delovno silo. Se pravi, postala so prostor kovanja dobičkov, s prividom uspešnosti, ki so se razblinjala takoj, ko je pač kriza udarila. In ko je kriza udarila, so se slovenske oblasti znašle pod izjemnimi pritiski. Mislim, da ne gre podcenjevati pritiske finančnih trgov, pač discipline celotnega ustroja Evropske unije, ki je realen in ki je tudi nameren, se pravi, da ECB ne more od držav neposredno odkupovati obveznic, ampak morajo te iti na finančne trge, ker se seveda soočajo z vsemi špekulacijami in pritiski. In v Sloveniji se je v tem kontekstu, vsaj tako jaz vidim, pa razumem, v bistvu zgodil ne preobrat, ampak tendence, ki so bile že v času pred krizo prisotne v samem razvoju perifernega kapitalizma v Sloveniji, so se v času krize okrepili zaradi izgube makroekonomske suverenosti, pritiskov finančnih trgov, pa tudi neposrednega pritiska Evropske komisije in Evropske centralne banke, je v bistvu narava zavezništva, mednarodnega zavezništva. Če bi lahko rekli, da so bile slovenske vladajoče skupine recimo zlasti v 80-ih, v kontekstu dolžniške krize Jugoslavije, v nekakšnem izjemno konfliktnem odnosu z predstavniki mednarodnega kapitala. Oni v nobenem primeru niso preupraševali projekta neoliberalizacije kot take, ampak so se mednarodnemu denarnemu skladu, sploh slovenske vladajoče skupine, izrazito upirale. Mednarodni denarni sklad si je prizadeval za ponovno centralizacijo Jugoslavije. No, iz tega izjemno konfliktnega ali pa recimo uporniškega, podrejenega zavezništva smo imeli v nadaljnjih desetletjih, jaz temu rečem kljubovalno zavezništvo, se pravi, mi sodelujemo z vami, vi se vam podrejamo, ampak ne popolnoma. Banke hočemo imeti svoje, pa tudi naš kapital, ki smo ga podedovali, naše frakcije kapitala, proizvodne strukture bomo poskušali razvijati, kolikor se le da. No, recimo temu, se pravi, šlo se za neko selektivno poglabljanje odvisne integracije na selektiven način z vidika lastništva kapitala in kljubovalno mednarodno zavezništvo, ki pa se je s krizo prekinilo in treščilo ob silovite protisile in se preoblikovalo v nekakšno, jaz rečem, mislim, sem uporabljala termin servilnost. Slovenske vladajoče skupine in država so preprosto šle v servilnost, tu zahtevam predstavnikov mednarodnega kapitala, v izvrševanje navodil in priporočil Evropske komisije in Evropske centralne banke. So pa to storili v izjemno, kako ne rečem, neproduktivnem zgodovinskem momentu. Privatizacija, ki jo je v bistvu naznanila že vlada Boruta Pahorja, če beremo slovensko izvozno strategijo, ki je bila pripravljena leta 2010. Spravi, vlada Boruta Pahorja je naznanila, potem pa vlada Alenke Bratušek nekako začela konkretizirala. V tem času, v času krize, oziroma če gledam, po izbruhu globalne finančne krize, je tuj kapital, mednarodne investicije iz proizvodnega sektorja nekako delno spremenil svojo strategijo do postsocialistične periferije. Številke kažejo, da so investicije postale veliko bolj nestabilne, naložbe so se preusmerile tudi drugam in v tem kontekstu so v bistvu postali glavni vlagatelji oziroma so pomembno moč dobili prav finančni skladi in skladi tveganega kapitala. In tako se je zgodilo, medtem ko so naše oblasti govorili, da
iščemo strateške vlagatelje in da želimo prodajati naša podjetja nekim strateškim vlagateljem, da bi poskrbeli za boljše poslovanje in to. Mislim, to je bilo navadno zavajanje. Kaj so te finančni skladi naredili s podjetji, da so jih izželi. Oni kupijo, izžamejo, spravi prestrukturirajo tako, da odpustijo delavce in zmanjšajo proizvode, nekako nabijajo vrednost podjetja in ga potem ponovno prodajo za velik denar. In to se je zgodilo pač nekaj. Slovenija je šla v zadnjih 20 letih skozi 3 valove financializacije, če kot kriterij vzameva dogajanje na nepremičninskem trgu ali pa kot pokazatelj. Prvo obdobje, v katerem so cene stanovanj podivjale, je bilo v času po vstopu v Evropsko unijo. Takrat so za Slovenijo, ker se je začela integrirati v evrocono, začele veljati nižje obrestne mere. Nasploh je bila takrat politika Evropske centralne banke, da so bile obrestne mere nizke, denar je bil poceni in to je sprožalo seveda napihovanje dolžniškega in nepremičninskega balona v številnih perifernih državah evrskega območja, recimo tudi na Irskem, v Španiji in tako naprej. In vemo vsi, kako se je končalo. Končalo se je z globoko bančno krizo, z nacionalizacijo slabih bančnih terjatev in potem seveda s krčenjem javne porabe za prebivalstvo. Tisto, kar je bilo sprožitelj, so bile pa nizke obrestne mere. In to vidiva potem tudi v naslednjih 2 valovih. Vsakič, ko so obrestne mere nizke, ko je kredit poceni, se na nepremičninskem trgu zgodi napihovanje balona in cene rastejo tudi okrog 15% letno, recimo v Ljubljani. Ko je prejšnja kriza minila, recimo tam okrog leta 2016, in minila je zaradi nekonvencionalne monetarne politike Evropske centralne banke, se je pri nas takoj začel napihovati naslednji nepremičninski balon, tretji pa zdaj v zadnjih letih kot posledica helikopterskega denarja, ki naj bi bil kompenzacija za lockdowne med epidemijo, v bistvu je pa spet pomagal napihovati financializacijo. Tokrat nepremičninski balon še ni počel, tudi ne vemo, a bo počel, ali bo pa rast cen stanovanj preprosto samo sledila stopnji inflacije, kar pomeni še vedno 10% rast. Zanima me tole, če vemo iz izkušnje v prejšnji krizi, da je napihovanje nepremičninskega balona nekaj, kar povzroča sistemska tveganja, nekaj, kar ne more imeti realne podlage v realni rasti produktivnosti in dohodkov prebivalstva. Če je poleg tega, da je to sistemsko tveganje, ki lahko tudi zamaje banke, to tudi problem za prebivalstvo, za vse tiste ljudi, za katere stanovanje pač ni investicija, ampak življenjska potrebščina, zakaj država ne poseže v ta pojav, ki se nam vrača kar naprej v zadnjih 20 letih? Kar se tiče teh ponavljajočih se nepremičninskih balonov, in financializacije. Kakor jaz razumem pojem financializacije, ni vsakršno zadolževanje financializacija. Sploh pa neodvisna financializacija, ki je za Slovenijo pomembna. Spravi proces, ki se je dogajal v letih pred krizo in ki je zadeval poglabljanje odvisnosti s kapitalom, ki prinaša obresti, se pravi s posojili, in ki predvsem nekako ki poskrbijo za rast predvsem tistih sektorjev, ki so vezane na domače trge in ki še poglabljajo plačilno-finančne težave periferije, zaradi tega, ker krepijo povpraševanje in krepijo uvoz, s tem pa tudi poglabljanje deficita na tekočem računu. Do tega procesa pa pripeljajo predvsem razlike v obrestnih merah, se pravi, tovrstna odvisna financializacija je bila na delu v Sloveniji pred krizo. Slovenija bi v bistvu bila izjemen lep šolski primer za študente.
procesa odvisne financializacije, med drugim tudi zaradi tega, ker je bila večina tujih posojil v bistvu nominirana v evrih. In smo postali zadolženi v domači valuti šele za vstopom v evrom. Tako da imeli smo že eno vprašanje, kaj bi bilo, če bi bilo. Lahko bi se tudi vprašali, kaj bi bilo, če bi v bistvu ne šli takrat v evro, pa bi imeli še vedno podoben dolg. Mislim, da bi se soočili z veliko hujšo finančno krizo. Ampak, spravi, pred časom krize je bil nepremičninski balon širšega procesa odvisne financializacije. Nepremičninski balon, hipotekarna posojila so bila v bistvu manjšina, niti niso bila tako pomembna, kar je posebnost odvisne financializacije v Sloveniji je to, da ni bila tako povezana toliko z zadolževanjem gospodinjstev, niti sploh ne z zadolževanjem države, ampak z zadolževanjem podjetij na splošno. In še posebej podjetij na splošno, znotraj so pa prednjačila v bistvu gradbena podjetja, pa tudi maloprodajni sektor, širjenje Mercatorja, samo spomnimo se. Spravi. Kar pa vidimo v času po krizi, je pa v bistvu popolnoma neproduktivno in regresivno reševanje problemov bančnih oblasti. Politika nizkih obrestnih mer je v bistvu vodila do ponovnega vala koncentracije kapitala, izjemnega vala zadolževanja in pa predvsem napajanja finančnih dobičkov. In prav tisti skladi finančnega kapitala, o katerem sva prej govorila in ki so s takim veseljem pokupili slovenska podjetja, so ga med drugim tudi zaradi te politike nizkih obrestnih mer, ki ni omogočala kakršnokoli produktivno okrevanje, ampak je še krepila v bistvu težave, ki so bile na delu že prej. Kar se tiče ukrepanja slovenskih oblasti, vprašanje je, če bi tedanja Janševa vlada v času pred krizo lahko kaj storila, korenito spremenila samo naravo oziroma poglabljanje odvisnosti z odvisno financializacijo. Kajti Slovenija je nekako, ali pa Banka Slovenija je od leta 2002-2004 de facto izgubila moč nad upravljanjem z monetarno politiko. Ne pa, kar se tiče recimo pravil za banke, kot regulator komercialnih bank. To pa ne. Kolikor je meni znano, je takrat Banka Slovenije mogla začeti uvajati evropska pravila poslovanja bank, to je eno. Drugo je pa, če pogledamo širše, vidimo, da vprašanje zadolževanja se ni nikjer postavljalo kot problem. Vsi so v to verjeli, ne? Prav zato v bistvu odvisna financializacija ni bila... Razen Frančka Drenovca. Ja, mislim... Pa tudi veliko ekonomistov, ki so opozarjali, da je kriza le še vprašanje časa, med drugim tudi Franjo Štiblar. Problem je, da je takratna Evropska centralna banka za kontekst Slovenije vodila ekspanzionarno politiko, da slovenske oblasti niso imele možnosti kakšnega silovitega, konkretnejšega posega, kar pa ne velja za konkretni nepremičninski balon, tako da kar jaz mislim, zakaj država ne uvede ali pa ne spodbudi neke omejitve na posojila, je preprosto zaradi tega, ker nima stanovanjske politike in ker nima ali pa ker je v zavezništvu s temi stanovanjskimi magnati. Neenak razvoj je bil v bistvu začetek in osnova postopnega in na koncu dokončnega političnega propada Jugoslavije. Prej sva že rekla, da so centrifugalne težnje nastopile že v 60. letih, potem so se v času dolžniške krize v 80. v bistvu še zaostrile pod pritiskom tujih upnikov. Zdaj me pa zanima to, tudi za Evropsko unijo imamo značilen neenak razvoj, tudi tu imamo pomanjkanje solidarnosti med bogatimi in revnimi članicami, imamo monetarno unijo, ki ni nadgrajena v fiskalno unijo, Evropska komisija obvladuje in razdeljuje samo približno 1% BDP celotnega evropskega prostora. In razvojne razlike, ki so že v štartu obstajale in se reproducirajo, je potem mogoče bolj kompenzirati z migracijami,
znotraj evropskega prostora, kot pa z razvojnimi denarnimi transferji, ker so ti preprosto premajhni. Zanima me, a gre lahko tudi Evropska unija po poti Jugoslavije, se pravi v smeri potencialno razpada ali pa v nekih kriznih razmerah, recimo v smeri tega, da se delno dezintegrira in regresira nazaj na raven zgolj carinske unije. Mislim, Evropska unija je delno že šla po poti Jugoslavije v času dolžniške krize. Potem je pa Mario rekel, zdaj pa vse, kar lahko, da se obdržimo. Ampak greva nazaj do Jugoslavije. Ne, jaz mislim, da Jugoslavija ni propadla zaradi neenakega razvoja. Mislim, da je to totalna krilatica in sprenevedanje politik. Jaz mislim, da je Jugoslavija je razpadla zaradi tega, ker znotraj Zveze komunistov Jugoslavije ni bilo zadostne solidarnosti in zavezanosti k enakopravnemu razvoju, k izgradnji socializma, kakorkoli že. Ali pa k temu, da bi se skupaj... Ja, tako sem mislil, neenak razvoj, ki ga je seveda še pospeševalo pomanjkanje solidarnosti, to je jasno. Če bi bila solidarnost, bi bila verjetno stopnja neenakega razvoja manjša. Mislim, države ne razpadajo zaradi neenakega razvoja, ker znotraj držav so pogoste regionalne razlike. To lahko to je, tako da jaz mislim, države razpadajo zaradi vprašanja moči in oblasti, naprimer. To se je zgodilo znotraj Jugoslavije. Je bilo pa, učinki so se pa vsekakor kazali na razvojni ravni, na ravni neenakega razvoja. In z tega vidika je Jugoslavija lahko lepa lekcija za Evropo, ker tudi znotraj Evrope se je že zelo zgodaj začelo kazati, da bogate države ne bodo prevzele neodgovornosti, še manj pa pomagale ostalim državam, da bi se v bistvu bile sposobne industrializirati do te mere, da bi mogoče lahko medsebojno konkurirale na skupnem evropskem trgu. V eni, jaz sem pozabila ime, ampak nek raziskovalec odvisnega razvoja znotraj Evropske unije, on govori o integraciji neenakih partnerjev. In kaj politike Evropske unije delajo, da še poglabljajo te neenakosti, tako da tkejo povezave neenakomerne soodvisnosti. Jugoslavija bi bila tudi lekcija za Evropo z tega vidika, da ko govorimo o medregionalnih transferjih, ne gre le za vprašanje višine, ampak tudi namembnosti. Ker problem Evropske unije trenutno ni samo v tem, da so te transferji izjemno majhni, ampak tudi zakaj se jih uporablja. Uporablja se jih za izgradnjo infrastrukture, in stvari, ki v bistvu niso neposredno povezane z izboljšanjem produktivnega sektorja, z vprašanjem dodane vrednosti in predvsem z vprašanjem zmanjševanja odvisnosti od tujih držav. Trenutni evropski skladi nikakor ne pomagajo državi, da bi se nekako razvijala na bolj avtonomni osnovi, kaj šele, da bi upoštevala socialne pa ekonomske prvine. Še eno vprašanje imam. Na več mestih v knjigi praviš, da imajo v kriznih razmerah odvisne države vsaj teoretično možnost, da zmanjšajo svojo odvisnost. Vprašanje pa kako. Nekje čisto na hitro omenjaš primer pravzaprav socialističnih revolucij v času prve oziroma druge svetovne vojne, ko je bila neka zgodovinska priložnost izkoriščena. Drugi primer, ki ga omenjaš, je pravzaprav primer madžarskega Fidesa, se pravi neke neokonzervativne revolucije, ki se deloma opira na domači kapitalistični razred in ga skuša krepiti v določenih gospodarskih sektorjih, hkrati seveda tudi gradi na zavezništvu z nekaterimi drugimi razredi, recimo s konzervativnim srednjim razredom, pa s konzervativnim podeželskim prebivalstvom. Ampak recimo Orban je pokazal, da neka pot tudi danes znotraj neoliberalne Evrope je mogoča, pri čemer najbrž nam ne more biti ravno za zgled v vseh smislih. Zdaj, a je ena od teoretično možnih opcij tudi izstop iz evra ali pa celo iz skupnega evropskega trga, kar pomeni izstop iz Evropske unije
kar nekako mogoče namiguješ čisto na koncu. Ne omenim, da se je Janis Varoufakis v času grškega bankrota spogledoval s to idejo, ampak se njegova vlada potem na koncu ustrašila. Namreč, če bi Grčija izstopila iz evra, bi še vedno ostali krediti, ki so nominirani v evrih ali pa v dolarjih. Grška valuta bi bila devalvirana, ampak teža teh kreditov bi se pa strahovito povečala. In če bi hotel razglasiti ničnost teh kreditov, bi moral seveda tudi takoj nacionalizirati vsa velika podjetja, ker je pa grški kapital tradicionalno dobro povezan s cerkvijo in vojsko, bi to potem verjetno lahko izzvalo recimo vojaški udar. Skratka, sploh je opcija, ki je na vidiku zmanjšanja odvisnosti v današnjih razmerah popolne integracije v globalne oziroma evropske proizvodne verige, sploh če je država tako majhna, kot je Slovenija. Moment, prosim. Lahko bi na primer podprli Syrizo. Lahko bi podprli Syrizo, ki se je tedaj probala upreti evropskim oblastem in ki je zato dobila še podporo ljudstva. Lahko bi tudi rekli, da to, kar dela ECB, je popolnoma izvajanje neokolonialne politike. ECB je grški vladi v bistvu zagrozila, da bo državo potopila, če ne bodo peljali varčevalne ukrepe. Gre se za besede, ne gre se za investicije, tudi se ne gre za neko radikalno prestrukturiranje, ampak mislim, da bi znotraj evropskega političnega prostora to naredilo veliko spremembo. Še večjo bi jo, če bi se Sloveniji pridružile še kakšne druge države. Se pravi, to bi lahko Slovenija z vidika zmanjšanja lastne odvisnosti začela delati znotraj evroobmočja oziroma na ravni Evropske unije, preprosto opozarjati na določbe, ki v bistvu škodijo prebivalcem nasploh, zlasti delavcem periferije, državam, periferijam pa odvzemajo moč, da v bistvu bi kakorkoli posegala v notranja družbena razmerja pa gospodarske tokove. Se pravi, Grčija je v bistvu izjemen lep primer, kaj se zgodi s projekti, z levo naravnanimi projekti znotraj evroobmočja, preprosto dobijo grožnjo, da bodo državo potopili, če bi jih poskušali izvesti. Nekoč sem v Bruslju smo pripravljali strategijo, kaj bi leva vlada lahko naredila, če bi prišla na oblast znotraj evroobmočja. Pač bila nas je zbrana raznolika skupina aktivistov, raziskovalcev iz različnih držav Evropske unije in bila je seveda tudi razprava, ali morajo iti države ven iz evroobmočja. In znotraj te razprave je Erik Toussaint rekel, gledajte, to ne sme biti vprašanje integracije, članstvo v evroobmočju ne sme biti cilj samemu na sebi. Mi se ne smemo spraševati, ali smo za evroobmočje ali nismo. Pač vprašanje je, kaj si želimo za našo družbo, ali si želimo družbeno enakost, ali si želimo izboljšati, začeti dvigovati socialne pa delavske pravice, ne pa jih samo krhati, ali si želimo graditi kolektivno družbo, solidarnost, povezovanje, ali pa želimo samo še naprej vse podrejati cenovni konkurenci. In sledi vprašanje, recimo seveda se odločimo za levo opcijo in sledi vprašanje, ali nam evro pri tem pomaga. Ali nam regulacije Evropske unije, evroobmočja, kot so danes, pri tem pomagajo, ali pa nas pri tem zavirajo, ali pa nam celo to onemogočajo. Jaz mislim, da mora iti strateška debata v tej smeri. Kar se tiče konkretno Slovenije danes, tu, zdajle, sedaj, seveda sama ne more iti ven iz evroobmočja, na vse zadnje gospodarstvo tako integrirano, da to bi pa res izveden sam potop, razen če ne bi imeli oblasti take podpore, kot so jo imeli komunisti takoj po svetovni vojni. Mogoče v tem primeru pa bi bili sposobni iti čez veliko gospodarsko krizo in na tem potem gospodarstvo ponovno postaviti, ampak jaz mislim, da kakršnikoli levi projekt v eni državi ne deluje več.
Tudi socializem v eni državi ni deloval nikoli, tako tudi levi projekt danes še manj, ravno zaradi globalnih blagovnih verig, kar pa ne pomeni, da ni možnosti delovanja v smeri alternativnih poti razvoja. Fides je vsekakor lep primer, kaj lahko država naredi, če ima monetarno suverenost in če strateško uporablja moč centralne banke, da usmerja kredite in tako naprej. Pač Slovenija te možnosti nima, ima pa možnost naprimer delovanja ali pa upeljevanja neke selektivne politike v drugo smer na področju javnih naročil. To je možnost. Možnost je tudi v bistvu krepitev zavezništev in iskanje novih ekonomskih povezav na mednarodni ravni. Vse to pa je. Ne vem, če sem odgovorila, ampak... Najprej bi pa potrebovali levico doma. Zdaj, to, kar si zdaj govorila, je bila že skoraj taka lepa zaključna misel, a ne? Ampak jaz bi vseeno dal priložnost publiki, če bo kdo kaj vprašal ali komentiral. Izvoliš. Mikrofon bo priletel. Jaz bi samo vprašala, če sem prav razumela, mislim, da v knjigi je omenjen tudi bruseljski konsenz. Torej, znotraj bruseljskega konsenza je mogoče oblikovati tudi drugačno politiko razvoja, pa mogoče, če lahko kaj več o teh javnih naročilih, kaj bi to pomenili, na kaj bi se v resnici osredotočila ta sprememba, glede na to, da smo videli, da v zakonu se je že uvedlo, in skrb za delavske pravice in piše o okolju, da so odgovorna ta podjetja, ki so izbrana, pa to nekako ne zaživi v praksi, se zdi. Tako da, kako je prostor tudi za krepitev lokalne proizvodnje, na nek način neko samozadostnost, neki modeli razvoja, tudi ko se v bistvu razvijajo v tujini, tej nekako lokalni oziroma ekonomiji tega, da je dovolj za vse. Kar se tiče lokalnih modelov razvoja, jaz znotraj tega vidim možnosti, naprimer mestne oblasti, da bi okrepili vlogo mestnih oblasti in da bi mestne oblasti začele eksperimentirati z nekimi ustvarjanjem novih gospodarskih prostorov gospodarskega in socialnega delovanja, ki bi mogoče ki bi temeljili na lokalni proizvodnji in potrošnji. Danes živimo v času ekološke krize. V vsakem primeru je treba začeti razmišljati o alternativnih modelih, ne samo proizvodnje, ampak tudi potrošnje. In jaz mislim, da Slovenija z tega vidika ima neko privilegirano pozicijo, ravno zaradi tega, ker je tako mala in ker je prostorsko, geografsko tako raznolika, ima relativno močno tranzicijo tega prostorsko fragmentirane industrializacije. Mislim, da geografi za to uporabljajo nek drug bolj primeren pojem, ampak pač gre se za to, v vsaki vasi je ena tovarna in delavci, naprimer, ta model. In mislim, ta model je zagotovo preživeti, vsekakor bi se ga pa splačalo naprej razvijati, ravno z vidika temu, kako ukrepiti lokalno proizvodnjo, zmanjšati odvisnost od uvoza, in pa delovanje v smeri bolj ekološke naravnane proizvodnje in potrošnje. Tako da jaz mislim, da sama evropska določila nas pri temu ne bi smela omejevati. Je pa vse to bolj delo mestnih oblasti. Ne vem, jaz sem velikokrat razmišljala, ko gledam nečakinji in jo sprašujem, kaj jejo v šoli in govori o teh plastičnih mislilončkih in tako in se potem jaz tam zgražam, ojoj, pa ta plastika, Pa prihajam iz Grosuplja, kjer so še vedno neka polja, pa kmetje, pa tako, in si pa človek reče, kaj je to res nezmožno se povezati, pa da bi kmetje dobavljali hrano, pa imeli domačo proizvodnjo, pa da bi otroci zdaj to jedli, pa ne vem, jaz mislim, da se to še vedno da eksperimentirati, samo vse je treba odpreti, pa se pustiti, možnostim alternativnega delovanja. Še vedno pa ne govorimo zdaj o radikalnih spremembah, zato je pa potrebno vzpostavljati neka veliko trdnejša zavezništva, tudi na mednarodni ravni. Zaenkrat to smer pa še ni tukaj. Hvala. Še kakšno vprašanje iz publike?
Izvoliš. Najprej Marko. Hvala. Najprej ena pripomba oziroma pomislek na to, kar je prejle povedal Gorazd, da Evropska unija trenutno razpolaga z samo 1% davkov ali BDP ali nekaj takega. Ne. Pa sem mislil, hvala Bogu, ker kaj bi Evropska unija zdaj delala s tem denarjem, če ga ima več? Kupovala bi še več granat, ne. Bila bi še večji posrednik med nami oziroma delovnimi ljudmi, ne, ki prispevajo davke in vojaško-industrijskim kompleksom. Ker pač sama Evropska unija ni napredna družbeno-politična sila. Druga stvar, ja, še to. Tisto, o čemer smo prej govorili, ne, ta model z lokalno pridelavo, se imenoval policentrični razvoj. Ideja pa, no, ne bom rekel, kaj je bila ideja, ker ne vem točno, ampak mogoče bi omogočal življenje ljudem tako, ne, da bi imeli recimo službo, ne vem, 15 minut stran od svojega kraja prebivanja, da bi imeli tam tudi vrtec, šolo, kulturne dobrine in tako naprej. Okrog tega, ne, no in vidite, da tega po letu 91 je vedno manj, ker kapitalistični razvoj oziroma nerazvoj, kakorkoli, procesi vodijo ravno nasprotno, v centralizacijo. V kakšnih drugih vzhodno- in jugovzhodno evropskih državah vidite še to, še bolj izrazito, recimo v Srbiji, ker se je praktično vse, kar je centraliziralo v enem samem mestu in njegovih somestih Beogradu, ne, ki je zaradi tega postalo izjemno nefunkcionalno in tako naprej. Ne. No, ampak tudi pri nas tega ni več. Ne. Ko vprašate ljudi z podeželja oziroma z periferije, jaz sem bil nekaj časa v politiki, na žalost so ljudje, glavna njihova pritožba in želja je bila, oziroma oni so rekli, jaz sem tako povzel, če živimo 1 uro stran vožnje z avtom dlje, več kot 1 uro dlje od Ljubljane, smo, kako so že oni temu rekli, v drugem svetu, tako, čist druge, skratka, živimo. Ne? Skratka, zdaj je pa želja ta, da pridete v center čim bližje in nazaj potem domov, ne da imate tam, mislim, želja. Ker je nek način adaptacija na realnost, ki zdaj je. Ne? Moje vprašanje bi bilo v zvezi z naslovom knjige. Zakaj je naslov knjige, kako je že naslov knjige? Iz socializma v periferni kapitalizem, neoliberalizacija Slovenije. Aha, ja. Pa se pa nekako narobe si interpretiram, ampak se mi zdi, no, da se uporablja predvsej izraz tranzicija. No? Jaz mislim, da je tranzicija ideologem, torej ideološki pojem pač sedanje vladajoče ideologije in da je bolj na mestu uporaba izraza koncepta, ki pa je koncept v marksizmu obnove ali restauracije kapitalizma. Kajti ni šlo za to zgolj za logično, da je šlo pri tem za prehod iz ene družbene ureditve v drugo, ampak zdaj konotacija te tranzicije je ponovno samo ta, da je to prehod v normalno stanje. Ne? V resnici je pa to obnova nečesa, kar je že bilo. In zelo obnova, če pustimo seveda ob strani, da so se vmes, ne vem, razvili pametni telefoni in ne vem kaj, ne, je strukturni položaj teh držav zelo podoben, kot je bil pač pred drugo svetovno vojno. Ne. To so pač bolj ali manj oddaljene periferije teh centralnih, torej zahodnoevropskih držav, ki so tudi vedno bolj kompradorske. Kompradorske, torej te vladajoče grupacije, težko rečemo razredi, vsaj v Sloveniji recimo, ne, ker so to birokracije, kot ti po mojem zelo pravilno pač praviš, niso kapitalistični razredi v pravem pomenu besede, ne, so vedno bolj, kako bi rekel, provincialno servilni, kot si ti pač to rekla. Ne. Recimo, ne, primer slovenske te politično-ekonomske birokracije, kompradorske. V 90-ih letih je še imela neke elemente nacionalne buržoazije ali pa birokracije. Določeni veliki kapitali so bili še vedno v njenih rokah, recimo bančni, finančni, skoraj celoti in tako naprej. Ne. Potem, tam nekje okrog leta 2004, jim je pa to postalo v breme in niso več znali s tem zaslužiti, ne, kar je paradoks. Pazite, to, kar je v centralnih kapitalističnih družbenih formacijah nekak vir glavne moči, finančni kapital, bančni sektor, je njim obstalo breme, ne, ki so ga z veseljem prepustili
najprej ameriškim skladom finančnim kot posrednikom, zdaj pa recimo madžarskemu kapitalu. Ne. Zdaj, kolikorkoli oni kritizirajo to bogo Madžarsko zdaj, ne, so v resnici en korak zadnji, ne, ker Madžari so v tej fazi že bili prej, da so to razprodajali, zdaj pa nacionalni kapital spet formirajo. Ne. In za njih imajo banke zdaj spet smisel, medtem ko za našo kompradorsko birokracijo ga niso več imeli. Ne. Zato so najprej jih z javnim denarjem blazno, tako oni so temu rekli, sanirali, potem so jih neki Amerikanci kupili, ne, zrezali, pazite, nova KBM, ko smo govorili o Mariboru. Nova KBM je po mojem 40% zaposlenih izgubila, ne, v tem procesu. Veste, kaj je to, koliko enih poslovalnic, ne. In ja, ampak zdaj je ta stvar pač rentabilna, ali pa Helios in tako naprej. No. Skratka, da ne grem preveč v detajle, zanima me skratka, kako ti vidiš to uporabo teh dveh pojmov tranzicije in obnove oziroma restauracije. Ja, super, hvala. Mogoče samo glede nove KBM pa tega izgube poslovalnic, krčenja poslovalnic. Tukaj se splača brati Majo Breznik pa Sašo Furlana, ki sta naredila zelo dobro analizo. Išla je seveda kje druge kot pri založbi CRF. Analizo zahtev Evropske komisije zahteve Evropske komisije in načrta prestrukturiranja bank, ki sta bile povezani z reševanjem bank leta 2013. Ne? In pač zahteve so bile med drugim, da se morajo v bistvu poslovalnice krčiti in nižati stroške poslovanja, se pravi, no, sem to en komentar. Kar se tiče tranzicije, ja, fascinantno, zelo dobro vprašanje, ne, ni ga v naslovu, ni ga v naslovu, mislim, da ga tudi velikrat ne omenjam, da je ideološki pojem v današnjem kontekstu absolutno, mislim, zakriva več kot odkriva. Eno stvar, ki jo zakriva, in do tega sem prišla zahvaljujoč Gorazdu Kovačiču, ki me je spomnil, zakaj pa Slovenija ni v bistvu pol periferija, in potem sem šla brati in iskati informacije in najdla izjemno študijo Rudija Weisenbacherja o odnosih centra periferije v Evropi, šla je leta 2019, tako da je res recentna. In on uporablja, poskuša aplicirati to trilogijo konceptov, ne, center, periferija, polperiferija, se pravi periferija kot na primer recimo države izvoznic surovin, polperiferija, ki je že nekaj industrializirana in center, ki vodi vse to in ki nadvlada, na Evropsko unijo. Seveda je mogel indikatorje pa tudi same koncepte malce predelati, ne, jih posodobiti za današnji kontekst, ampak kar je tam zanimivo, kako je klasificiral države in kam je postavil Slovenijo, vnaprej povedano, pač Slovenija stagnira, niti ni v tranziciji, niti se ne razvija z vidika svoje pozicije v mednarodnih blagovnih verigah ali pa znotraj evropskega trga. Njena pozicija na evropskem trgu je z vidika te študije v bistvu že skozi pravi polperiferna, se pravi, če smo šli iz Jugoslavije zato, da bi se približali klubu in zrasli ali pa se povzpeli ali pa se industrijsko nadgradili, no v temu pač Slovenija ni uspela. Jaz mislim, da bi se splačalo razmisliti o politikah, ki so jih vlade vodile. Od 90-ih let do danes je skupaj s Češko se delita edini državi mesto polperiferije. Rudi Weisenbacher pač to pojasnjuje z zgodovinskimi okoliščinami, zgodovinsko tradicijo, pač Češka je bila nekako center Habsburške monarhije, ne, industrijski center Slovenija pa industrijski center Jugoslavije. Se pravi, tranzicija na nek način zavajajoča na veliko, z veliko vidikov, eden je, da v bistvu z vidika mednarodne integracije in pozicije na svetovnih trgih gre v bistvu za stagnacijo, ne pa za tranzicijo. Je pa razprava o tranziciji mogoče zanimiva, ne, če greva nazaj v 20. leta med socialisti, kakšen je možen prehod. Ali je prehod preko od ene točke A do B, iz enega sistema v drugega enoznačen, ali pa gre po različnih poteh. Ne. In to je bila razprava, ki se je tam vodila v času Sovjetske zveze, dolgimi časi in ki se je nekako v popačeni obliki ponovno zgodila v času razpadov socializmov.
ko je bilo vprašanje, ne, kako zdaj vzpostavljati, kako restaurirati kapitalizme, kako vzpostavljati, se je takrat govorilo o tržno gospodarstvo, še en plev namazan. In se je v bistvu vse te države dojelo kot enotne in enaka gospodarstva, ki se razvijajo na isti način, in se mi je potem predlagalo enoten nabor politik. Se pravi, ta ideja tranzicije kot predhoda od A do B je v bistvu dala podlago politikam Washingtonskega konsensa za postsocialistično periferijo. Kar se tiče pa same konceptualizacije tega prehoda, ne praviš restauracije kapitalizma v kontekstu postsocializma, osebno mislim, a pa se tako sem v doktoratu probala pokazati, da je mogoče fajn to misliti na dveh ravneh, kaj se je zgodilo po koncu 80-ih. Eno je sprememba družbenega sistema kot takega, drugo je pa v bistvu sprememba integracije, mednarodne integracije na svetovne trge. Spravi, da je šlo v bistvu po 80-ih za dvojno restauracijo, bi jaz rekla. Eno je, kot praviš, restauracija kapitalizma, druga je pa restauracija periferizma na nek način, ne? Pa da se vrnemo nazaj. Pač koncept, ki sem ga probala predlagati, je pa v bistvu neoliberalna prvotna akumulacija. Sem mislim, da je to pa za kakšne druge razprave, da bom šla iz tega, kaj jaz mislim, kako je to treba misliti. Joachim, bitte. I'm sorry, I can only speak in English. I can understand Slovenian, but I can't speak it sufficiently, at least. I also would have a question regarding the peripheries and the options of the left and also the right nationalist right wing. In the debate, it was mainly Visegrad countries and the post-socialist periphery was discussed, but I would say that Slovenia shares also commonalities with the Mediterranean Eurozone periphery. I would say the dealing with the crisis of 2008, 2009 and the subsequent years was rather similar to Greece, Portugal and Spain. And in a certain way, Levica, Syriza, Bloku de Esquerda, Unida Podemos emerged out of the protests against the austerity policies. I think this they have in common. Secondly, I think they have in common a social basis rather among the young, well-educated, but precarious. In the capitals and the bigger cities. Slovenia, the bigger cities are not so big, but big enough, Ljubljana. And I think that all of them have also shared the government, either as leading force, Syriza, as coalition partner, Spain and also Slovenia, and tolerating Portugal, at least for a certain period. But in all cases, the alternatives, I think, have been mainly confined to questions of maybe salaries, labor relations, and social policies. But the economic basis of the model have not been discussed, also not by the left. So in certain way, I would say the constraints of the Eurozone have more or less been accepted, except for the margins of the parties. Some intellectuals discussed it. Lapavitsas did and proposed to leave the Eurozone. Lusa, Portugal also said, leave the Eurozone. But, I mean, that's the exceptions. So, and I would see this as a very severe limitation also for Levica here in Slovenia. And so far, what can we learn from the government experience in the south? Secondly, the right wing. I would also argue that SDS of Janša is more similar to Partido Popular in Spain or Nea Democracia in Greece, and that continues to be very neoliberal. No economic alternative. In that regard, very different from Fidesz and also from PiS in Poland. And both Fidesz and PiS being outside the Eurozone and have more maneuvering space. So, in a certain way, I would say, both for the left and for the right, the question of the Eurozone membership, very crucial. So, what do you think about that? And secondly, what would still be possible for rather left-wing oriented government within the Eurozone? How can the
existing regulations stretched to the limits. Is it possible using tenders, for example, differently for regional development, things like that? Hvala lepa. Shall I say in English or in Slovenian? Ja, ok, super. Ja, na nekatera vprašanja smo se že dotaknili, naprimer, kaj se da znotraj evroobmočja narediti in nekako selektivno in strateško uporabljati vzvode javnih naročil za krepitev specifičnih sektorjev kapitala, proizvodnje ali pa vzorcev razvoja. Kaj se lahko naučimo iz izkušnje južnih držav, oziroma še prej vprašanje podobnosti Slovenije z južno periferijo evroobmočja. Začela sem z izjemno zgodbo o uspehu Slovenije, kaj ta izjemna zgodba je med drugim prikrivala, je izjemna pozicija Slovenije v njeni perifernosti. Slovenija je bila kot edina država Evropske unije, zlasti pa evroobmočja, država, ki je hkrati sledila vzorcu odvisne industrializacije, ki je bila predvsem značilna za države, za postsocialistične države, ki so pač šle v evropske integracije z neko že izdelano industrijsko bazo. In na drugi strani vzorec odvisne financializacije, ki pa je bil v bistvu predvsem značilen za države južne periferije, ki so se v času približevanja Evropski uniji popolnoma dezindustrializirale, in je bil razvoj odvisen samo še od pritokov tujega kapitala. Iz te izjemne pozicije Slovenije lahko delno razumemo tudi pojav levice, kako je prišlo v Sloveniji do razvoja levice z vidika samih socialnih in ekonomskih struktur. Kar se lahko pa naučimo iz izkušenj ostalih držav juga, bi pa rekla dvoje. Eno je, kot sem že omenila, kako evropske oblasti v bistvu nimajo nobenih ovir, da ne bi v bistvu neposredno ogrožala gospodarstva s tem, da bi mogoče zaprla dotok denarja. Drugo pa je, tu mislim predvsem to grožnjo, ki so imeli do Grčije, pa mislim, da tudi do Cipra. Drugo pa je, kaj se zgodi z levimi strankami. Levica ni edina, kot smo slišali, ni edina stranka, ki je nastala v času krize evroobmočja in ki je bila izjemno protineoliberalno naravnana, imela tudi tak program. Če pogledamo izkušnjo ostalih levih strank v Grčiji, pa tudi Portugalska, Podemos v Španiji, vidimo, da so se vse deradikalizirale. Bolj, ko so se v bistvu približevale, ali pa bolj, ko so se približevale državnim aparatom, probale sodelovati, nekako se vključevati v politične odločitve, bolj so se deradikalizirale. In danes vidimo levico v bistvu v popolnem prehodu v neko buržoazno, prehod je že bil v buržoazno stranko, zdaj se nam to samo še potrjuje. Zdaj, mislim, da se tukaj ne postavlja to, jaz ne bi temu rekla, da zdaj je pa to, nič se ne da narediti, jaz vedno mislim, da se da kaj narediti. Verjetno se da, v bistvu bi se lahko najprej vprašali, kako lahko leva stranka, kaj se ji bolj splača, vprašanje strategije, vprašanje izbere, kdaj se gre na volitve, oziroma ali se najprej gradi bazo, ali se gradi bazo na lokalni ravni, potem na nacionalni in šele potem za zadostno podporo se gre v državni aparat, se pravi, da imaš neko zagarantirano moč, ne pa, da si v bistvu tako kot današnja levica v bistvu stisnjen v kot. Ker dejstvo je, da Slovenija kot taka, ker je del evropskega območja, dejansko ima izjemno omejen manevrski prostor in iz tega se močno razlikuje naprimer od Madžarske pa Poljske, ki si jo omenjal in kjer imajo obe vladajoči stranki imata na razpolago tudi vzvode monetarne politike, da vodita neko alternativno smer razvoja, ki je konzervativna, ki je protidemokratična
ampak z vidika samih zavezništv med mednarodnimi frakcijami kapitala dejansko grejo v neko krepitev domače ekonomske osnove, ne, za razliko od tega, kar se vidi pri strankah v Sloveniji. Ne vem zakaj, ampak sem hotela vsem to povedati, no, da kar se vidi v slovenskem političnem prostoru je, ker si omenjal vprašanje ekonomskih politik, ne, in kako Levica ni v nobeni točki prevprašala evrskega območja. Zdaj, mogoče je to čisto strateško, ne, jaz ne poznam notranjih debat, lahko pa nam kdo kaj več o tem pove. Mislim, mogoče čisto iz politične, mogoče je bila tudi neka čisto politična strategija, da ne grejo s preveč radikalnim predlogom ven. Mislim, da se je v Sloveniji, nažalost, je tako lažje kritizirati neoliberalizem, kot pa evroobmočje. To je pač dejstvo, ne. Mogoče, se pravi, tudi strateško bi bilo to čisto preradikalno in bi v bistvu odgnali velik del levih volivcev. No, kar se je pa druga stvar, kar sem pa hotela reči, je pa v bistvu, če pogledamo na politične stranke v Sloveniji, ne, v zadnjih letih to, kar cvetijo, dobesedno, ne, cvetijo in odsvetijo, še predno leto mine, pa če jih damo še v bok starim strankam in to vidimo, da je prišlo do izjemne homogenizacije med njimi z vidika socialnih pa ekonomskih politik, ne. Tudi si omenjal, ne, v 90-ih so še imeli neke pretenzije razvoja domačega kapitala, ne, neke poskuse, dajmo biti nekaj na tej periferiji, danes temu ni več tako. Mislim, da tukaj ne smemo psihologizirati in videti v njih neke nesposobne politike, ki ne vejo pa to, ampak jih je treba kontekstualizirati in ena izmed pomembnih kontekstualizacij je prav Evropska unija in kaj je približevanje Evropske uniji z vsemi temi omejitvami evroobmočja in enotnega trga naredila iz stranke, to, da jih je popolnoma homogenizirala na področju ekonomskih politik, ne, in iz tega je SDS, kot sem zapisala v knjigi, še prej pa s člankom z Jašom Veselinovičem za blok CF, ne, sila kontinuitete, ne. Pač žal je tako, da če želimo se odmakniti od Janše, pa ne iti samo regresivno nazaj v drugačno Janšo, mislim, da moramo biti malo bolj ambiciozni. Hvala, jaz ugotavljam, da je ura že 20 do 9, da je že... Da je že nekaj poslušalk in poslušalcev odšlo. Če bi kdo imel še eno kratko vprašanje, dam še to priložnost. Franček pravi, da ne. Dobro, potem pa meni se zdi, da je ta pogovor pokazal, da je tematika tvoje knjige, se pravi odvisni razvoj in njegov vpliv na medrazredna razmerja, izjemno relevantna in da je tvoja knjiga zares vredna branja, tamle zadaj jo lahko kupite s popustom. Hvala lepa vsem.